V sklopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije Novus, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je v petek 5. oktobra 2018 v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah potekal posvet s kandidati in kandidatko lokalnih volitev 2018 pod naslovom Šola za župane. Vključenih je bilo 30 oseb. Udeležili so se ga mladi iz Gimnazije Slovenske Konjice, Kluba dijakov Dravinjske doline in Kluba študentov Dravinjske doline. Na tematskih omizjih so diskusije moderirali mladinski delavec in delavke Mladinskega centra Dravinjske doline, na eni pa predstavnica Mladinskega sveta občine Slovenske Konjice. Zdravo, lep pozdrav še enkrat vsem v mojem imenu, sem Špela in trenutno vodim projekt Mladi odločevalci. V bistvu Mladinski svet Slovenije izvaja nacionalno kampanjo Participiraj in ta projekt Mladi odločevalci je v bistvu v okviru te njihove akcije. Glavni namen projekta je, da se mladi skozi različne aktivnosti v bistvu spoznajo z odločevalskimi procesi na nacionalni pa na lokalni ravni in tudi, da se pač odločevalci spoznajo z mladimi in da spoznajo njihove interese in njihove tegobe ter probleme. Tako da to tako na kratko. Aktivna participacija. Kaj je smisel aktivne participacije in sodelovanja mladih v odločevalskih procesih in kako jo spodbujati? Kultura mladih. Zakaj je pomembno mladinsko organiziranje v lokalni skupnosti in kakšen je učinek le-tega? Kako ga spodbujati in kaj mladi pogrešajo na področju kulturne ponudbe za mlade v lokalnem okolju? Socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin. Identificirati, katere ranljive ciljne skupine so v lokalnem okolju in kako je poskrbljeno za njihovo socialno vključevanje. Kaj bi se lahko v lokalnem okolju še storilo za bolj učinkovito vključevanje identificiranih ranljivih ciljnih skupin? Zaposlovanje mladih. Ali je pomembno spodbujanje podjetništva pri mladih in na kakšen način spodbujati, da se bodo mladi po zaključenem izobraževanju vrnili v svoje matično okolje in se v njem zaposlili? Bi pa še zaprosila naše kandidatke, da sami povedo, če so danes slišali kaj uporabnega, če bodo kaj lahko uporabili v svojih programih, mogoče kakšne usmeritve, vtisi. Začnemo kje? Pri naši kandidatki, kar izvolite. Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu danes bil en zelo konstruktiven dan in moje mnenje je, da je treba mlade aktivno vključiti v sodelovanje v sami družbi, pri odločanju in tako kot je rekla ena izmed udeleženk, na mladih svet stoji, tega se moramo vsi dobro zavedati, povezovati medgeneracijsko vse generacije in verjamem, da nam bo uspelo, da bomo državo naredili še boljšo državo, v kateri si želimo živeti vsi. Hvala. Zlatko, naslednji. Ja, tudi meni se zdaj ta sestanek, to srečanje zelo pomembno. Dotaknili smo se v bistvu vseh teh ključnih tem, ki se zadevajo mladih. V bistvu gre za tudi velike izzive, s katerimi se bomo tudi v okviru naše stranke, našega lokalnega odbora skušali spoprijeti in pač se tudi bolj približati mladim in vključiti še bolj v večji meri in tudi pripraviti naš program, da bo kvalitetnejši na področju mladih in njihovega vključevanja v družbo. Hvala, besedo. Ja, lepo predavanje, lepo kakšna diskusija je potekala, zanimivo pogovor, res, kaj mladi dejansko rabite, sicer res iz drugega okolja, ampak je zelo podobna problemi, težave. Sicer me malo zaskrbil dejstvo, da mladi ne hodijo na volitve, ne. Mladi so ravno tisti, ki bi mogli odločiti svoje prihodnosti, svojih občinov na splošnih državnih zborskih volitvah, ne. Tako da tukaj me malo skrbi to dejstvo, da je premala vključenost mladih na volitvah. S to participacijo pa je meni zelo zanimiva stvar, kajti mladim upam, da bo to župani sprejeli ta participatorni proračun, težka beseda je, da ne bi zavirati. Sodelovalni proračun. Ja, ker bi mladim dali možnost za soodločanje na teh projektih. Se vidite, da mi župani, mi v našem okolju delamo za naše ljudi. Mi ne moramo vplivati na nekaj državnost, enkrat, če ne. Mi delamo za naše občane, za naše ljudi in mladi in tudi starejši, tudi ostali. Ste govorili tisti, ki boste dali dejansko projekte, predloge, ki jih bo treba naš občinski svet, upam, da jih bolj izvršijo. In s tem ste dejansko zelo preključeni, dejansko aktivni v občini. Upam. Želim pa prejte na volitve, kot ni možnost. Hvala. Hvala.
Hvala ta dogodek danes. Bom rekel, da sem nekoliko razočaran nad udeležbo nekaterih naših lokalnih pomembnih svetnikov, funkcionarjev, kakorkoli. Sem žalosten v tej smeri. Drugače pa pohvale temu dogodku mladim, nam so predstavili določene težave, ki jih imajo. Videli smo, ugotovili smo, da te ne poznajo političnega sistema, nič, v šoli se naučijo o tem. Vse, kar zvejo tako med starejšimi prijatelji, ki živi doma, kjer pač lahko prejmejo to informacijo. Zato jih tudi to ne zanima, rečemo. To verjetno tudi največji razlog, zakaj se mladi ne udeležujejo volitev. Drugače pa danes te teme so bile primerne, absolutno, so problemi, so se pojavile določene rešitve, bom rekel, je pa treba aktivno v to skupnimi močmi naprej skušati na lokalnih nivojih rešiti, potem pa dobre prakse prinesti v drugo okolje, hkrati tudi na državnem nivoju. Hvala za povabilo. Še enkrat hvala vam, uspešno na volitvah vsem, ki boste kandidirale in upamo, da bomo uspešni pri implementaciji, lanciranju, oziroma kaj je lažji izraz, teh ukrepov v neka lokalna okolja, da bojo res lokalne skupnosti za nas. Hvala in lep dan še naprej.